Dober dan. Pozdravljeni. Kaj bo prvi ukrep, ki ga bo SDS uvedla po volitvah, če bo vodila vlado? Zagotovo bo razbremenitev dela, torej višje dohodninska olajšava na 8500 evrov postopoma. Dober pokazatelj, kako živimo, je dodana vrednost na zaposlenega. Morda veste, kakšna je po zadnjih podatkih? Okoli 35 tisoč, če se ne motim. 2024 je bila 64 tisoč evrov, slabih, za 25 pa podatkov še ni. Ali pričakujete, da bo poleg SDS in NSI v morebitno Janševo vlado vstopil tudi Anže Logar in omogočil trdno in hkrati prvo slovensko desnosredinsko vlado? Rekel bi, da bi bil nor, če ne bi vstopil. Kaj pa si mislite o Anžetu Logarju? Ja, šel je svojo pot, vsak ima pravico, bi pa moral, po mojem mnenju, vrniti poslanski mandat. Janez Janša je napovedal, da šibke vlade ne bo sestavljal. Ali to pomeni, da bo stranka pustila nekomu drugemu, da sestavi šibko vlado, čakala, da se ta razleti, potem pa se zavzela za predčasne volitve v upanju, da pobere še več glasov? Najbrž je tak scenarij predviden, če ne bomo sestavili močne vlade. Ampak, a je to po vaše za SDS gotova ali tvegana igra? SDS je večino časa v opoziciji. Drži, ampak izkušnje iz leta 2012 in 2020 je pokazalo, da s šibkimi vladami težko dosežeš svoje cilje. Bi bila velika koalicija SDS Gibanje Svoboda, če bi bila možna za Slovenijo, po vaše dobra? Ne. Politični konkurent na teh volitvah, ki ga najbolj cenite, je? Jernej Vrtovec. Zakaj? Ker ima podobne vrednote in tudi mislim, da je zdaj tudi kot nov predsednik Nove Slovenije zelo dobro upravil in upravlja svoje delo. Kako ocenjujete nedavni napad na Iran? Zagotovo je bilo to pričakovati in najbrž imajo obveščevalne službe prave informacije, drugače menim, da se ta napad ne bi zgodil. Se strinjate z Žanom Mahničem, ki pravi, da bi v Slovenijo po ameriškem vzoru ustanovil AIS, ali z Janezom Janšo, ki pravi, da takšnega urada ne potrebujemo? Z obema. Lahko to pojasnite? Zagotovo mislim, da potrebujemo en tak močnejši urad, kot velja zdaj, morda pa glih to ni ICI. Kaj pa najbolj cenite pri Robertu Golobu? Težko bi rekel, morda da je dober kajakaš. Končajte stavek, zvestoba je zame. Pomembna vrednota. Komu ali čemu pa ste najbolj zvesti? Moji partnerki. Je res, da ste na nedavni konvenciji SDS zavrteli slovensko priredbo Thompsonove pesmi, kot je poročala TV Slovenija? To sem izvedel iz medijev. Boste ukinili obvezni RTV prispevek, če boste prevzeli vlado? Ne. Ali menite, da je treba vsebine vplivnežev na socialnih omrežjih regulirati enako, kot so regulirane vsebine v medijih, da so torej tudi oni za objavo svojih vsebin lahko podvrženi popravkom, odškodninskim tožbam in kazenskemu pregonu, tako kot novinarji in uredniki? Ja, ampak naj o tem odloča sodišče, ne pa regulator na nivoju ministrstva. Bi pa torej, čeprav razumem, zaostrili pravila za objave na družbenih omrežjih takih vplivnežev? Glede zdaj uporabe umetne inteligence bi bilo potrebno o tem temeljito razmisliti. Verjamete v Boga? Ja. Podpirate splav? Ustavno pravico do splava podpiram. Kako ste prišli do svoje prve nepremičnine in kakšna je bila? Podedoval sem jo. Kakšna pa je bila? Imam 2 stanovanje, eno pač, v katerem živim, drugo pa dajem v najem. Končajte stavek, če bi kdaj na loteriji zadel milijone, bi? Bi šel na počitnice in daroval dobrodelne namene za otroke z redkimi boleznimi. Hvala lepa. Hvala.